Goričani so imeli pred tole tekmo proti Radomljam zmago in poraz, medtem ko so Radomljani še vedno ena izmed dveh moštev, ki točke v letošnji sezoni nima. Dve težki tekmi proti Domžalam in proti Olimpiji, obakrat poraz 0:2, tudi gola na gostovanju letos še niso dali. Tole je bila prva akcija tekme, v 5. minuti Burgič je nekoliko zgrešil vrata, potem Kapič in odlična obramba Ivačiča, ki je žogo uspel odbiti v kot. Še en kot tudi za goste, žoga pred vrata in nevarno je bilo za vrata Grege Sorčana, streljal je Kumer, tokrat mimo gola. Do konca prvega polčasa še tale strelo daleč Kolenca, ki je nekoliko zgrešil, potem pa ukradena žoga Žigona, takole je streljal Burgič in Ivačič je bil na pravem mestu. Prvi polčas prav veliko obetavnih akcij ni prinesel. V drugem delu najprej obramba Ivačiča po strelu Kapiča, to je bila najlepša priložnost Goričanov do tega trenutka, in potem še kot za Radomlje. Poskušal je Anđelković, nevarno, ampak mimo gola Sorčana, ostala je pri začetnem rezultatu. Kot za Severno Primorce Celcar in z glavo Kavčič, žoge ni najbolje zadev, potem pa zadetek za Radomlje, žoga pred vrata, tekla je 77. minuta in odličen strel daleč, zadetek Marka Nuniča, bivšega Goričana, ki je tokrat igral v dresu Radomelj na svojem bivšem igrišču in zatresel mrežo za 1:0. Radomlje so povedle. 84. minuta in Goričani so napadli za izenačenje. Nagodeje iz prve udaril prek vrat po lepi povratni žogi, potem pa proti napadu v 85. minuti in Sandi Arčon za 1:1, izjemno lepi natančen strel Sandi Arčona, ki je poskrbel za izenačenje v drugem polčasu. Vstopil v igro v drugem delu Sandi Arčon in takole premagal Ivačiča za izenačenje. Potem pa še zadnja minuta tekme in še nevaren protinapad, ponovno Sandi Arčon, še drugič v isti kot in še drugič je premagal Ivačiča. Velik preobrat Goričanov v 85. za izenačenje in potem še v 90. za prednost. 2:1 in Radomlje so bili na pragu zmage, na koncu pa dosegle zgolj minimalen poraz in le gol na gostovanju, ki pa točke tokrat ni prinesel. Mislim, zelo zahtevna tekma, zahteven nasprotnik. Nismo igrali najbolje, vendar vseeno smo imeli več priložnosti od nasprotnika. Dal se nam gol sproti napada in je postalo še teže. Srečo smo uspeli obrniti zid, dali dva lepa gola. Škoda, nismo uspeli dobro otvoriti srečanja, ker so se nam ponudile tiste dve priložnosti, ker bi lahko zadeli, vendar je najpomembnejše je, da smo zmagali, da smo osvojili te 3 točke, ki so zelo pomembne. Ma dobro, ja, odigrali smo dobro tekmo, dejansko nismo Gorici dovolili, da naredi nek pritisk in da si ustvari neke priložnosti. Na koncu smo bili tudi poplačani s tem, da smo dosegli zadetek, dočakali to svojo priložnost in nekako imeli proti koncu tekme dejansko bili blizu osvojitvi točk. Pa so nas seveda pokopale zopet individualne napake, 2 izgubljeni žogi v nepravi coni in Gorica je to znala izkoristiti in nas kaznovala in je seveda boleč poraz, ampak gremo naprej.